Vse skozi to, da je treba fiskalno pravilo, kot je pripravljeno, je treba sprijeti, to bi bil zagotovo en zelo dober signal, že če bi bil sprijet, že v lanskem letu bi bila situacija v mednarodni javnosti zagotovo že, ali pa stališče do Slovenije, pogledi na Slovenijo zagotovo že boljše. Tako da te ustavne spremembe je pač potrebno sprijeti. Kaj bodo časa imajo na vladi samo še, mislim, da dober teden, na to, da je dogovor, da se v tem državni zbor odloča proti koncu tega meseca in bomo videli, kaj bodo pripravili. Je pa treba to tudi zaradi signala do tujine in pa zaradi našega lastnega obnašanja sprijeti. Samo to še, ste zadovoljni z seznamom 15 podjetij, ki naj bi jih prodali? Na tem področju je bilo že takrat, ko se je delal ta seznam v prejšnji vladi, je bilo že mnogo besed. Jaz mislim, da je ta seznam bil narejen, tudi sami priznavajo na horuk, v uri, dveh, tako da okrog tega bo še mnogo govora, katere so res tista podjetja, ki jih je pa v tem trenutku tudi možno in potrebno prodati. Problem je pa seveda v tem, da je pa vprašanje, za katera podjetja pa sploh kupci so. Bi se podprla prodajo Mariborske banke, da bi to razstrajali pri 25% delnične banke? Torej, gledajte, tudi konec koncev glede na situacijo novo, ki je, se bomo v tem ponovno opredeljevali. Ampak, kot rečeno, problem bo najti kupca. Mislite, da se bo vladi s temi ukrepi možno izogniti kriznemu davku prihodnje leto? Po moje oceni ne, ker se bodo nekateri ukrepi, na katere vlada računa v največji meri, se bodo po moji oceni izjalovili oziroma ne bodo prihodki takšni, kot je predvideno in bo nek krizni davek potreben. Zaradi tega sem prej rekel, da bi ga za nekatere kategorije, predvsem tiste bolje in najboljše plačene funkcije v javni upravi, poudarjam javni upravi, bi bilo potrebno že zdaj reči in sprijeti ukrep. Kateri ukrepi se bodo izjalovili? Naprimer DDV. Kaj pa davek na nepremičnine? Davek na nepremičnine je težavna zadeva, priznavam. Vse vlade, ali pa kar nekaj vlad se ga je že do zdaj poskušalo reševati. Torej, na vsak način se je treba tega ukrepa lotiti, bodo pa težave. Nasvidenje.